Organizacija Združenih narodov je leta 1981 25. november razglasila za Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. V društvu Vizija ugotavljajo, da so nasilju izpostavljene tudi invalidne ženske in invalidi nasploh. Zato so organizirali predavanje z naslovom Nasilje nad invalidnimi osebami, posebni dejavniki tveganja. Od leta 2010 je naše društvo nekako zadolženo, da dela na problematikah žensk z invalidnostmi, in glede na to, da imamo mi primarno poslanstvo, delo na področju nasilja nad invalidi, vsako leto v času mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami organiziramo eno takole predavanje. Raziskave so pokazale, da vsaka druga ženska v Sloveniji v 12 mesecih doživi kakšno od oblik psihičnega nasilja, to pomeni grožnje, čustveno izsiljevanje, manipulacije, vsaka četrta ženska pa doživi kakšno od oblik fizičnega nasilja. Je pretepena, nasilnež ji zada ožganine, je žrtev spolne zlorabe. Koliko žrtev nasilja je med gluhimi in gluhoslepimi, dejansko ni podatkov, kar kaže na zapostavljenost te ranljive skupine. V Sloveniji se je začelo nasilje nad ženskami in nad otroki obravnavati leta 1989, ko se je ustanovilo društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. To je bila prva nevladna oblika pomoči žrtvam nasilja in hkrati tudi prva oblika pomoči žrtvam nasilja v Sloveniji na splošno. Žrtev nasilja se lahko iz nasilnega okolja umakne v varno hišo ali v krizni center za žrtve nasilja. Tam dobi poleg nastanitve tudi pomoč v obliki svetovanja in socialnega zagovorništva. Če se ne umakne v varno hišo ali v krizni center, potem lahko poišče pomoč pri policiji, zato da jo zaščiti pred nadaljnjim nasiljem, in pri centru za socialno delo, ki lahko naredi načrt ogroženosti in potem tudi načrt pomoči. Prva varna hiša nasploh v Sloveniji je bila odprta leta 1991. Za ženske z invalidnostmi pa je bila prva odprta šele leta 2009. Se pravi 18 let kasneje. Najbolj očitno dejstvo, ki razlikuje žrtve nasilja brez oviranosti, brez invalidnosti in žrtve nasilja z različnimi invalidnostmi, je ta, da gre za dodatne oteževalne okoliščine, zaradi katerih težje zapustijo nasilni odnos in zaradi katerih so v bistvu v tem odnosu še bolj ujete, zaradi katerih so dalj časa v tem nasilnem odnosu in zaradi katerih je tudi pomoč, ki jo potrebujejo, bolj kompleksna. Posledice nasilja se odražajo na vseh ravneh življenja. Osebam, ki doživljajo nasilje, se to pozna na psihičnem in telesnem zdravju ter občutku identitete. Počutijo se manj vredne, drugačne, spremljajo jih hudi občutki krivde in sramu. Zato nasilje dostikrat zanikajo, ga ne priznajo drugim in pomoči ne iščejo, temveč se še bolj zapirajo vase in osamijo. Vse to še poslabša vrsta predsodkov, ki so v slovenski družbi zelo prisotni. Predsodkov na splošno je ogromno, že če niso invalidne, če nimajo nikakršnih drugih posebnih okoliščin, da se izmišljujejo, da pretiravajo, da če bi malo potrpele, da do tega ne bi prihajalo, da so žrtve tiste, ki v bistvu sprožajo neke konflikte, ki pripeljejo naprej v nasilje. Skratka, teh predsodkov je ogromno, da mogoče celo izkoriščajo sistem, tudi teh pomislekov je zelo veliko. Žrtev se v okolju, ki je nasilno, odloči ostati kot prvo recimo zaradi ekonomskih razlogov, zaradi
situacije, v kateri smo, krizna situacija, brezposelnost je prisotna, revščina, potem so tukaj čustveni pritiski. Tukaj so otroci, vsak si želi, da bi družina ostala skupaj. Žrtve zelo veliko energije vložijo v to, da bi partnerski odnos ostal, da bi družina ostala skupaj. In namesto, da bi vlagale energijo v to končanje nasilja, v bistvu vlagajo energijo v to ustrajanje v odnosu. Pravzaprav pa na koncu ugotovijo, da karkoli naredijo, da nič ne prepreči tega, da do nasilja potem ponovno prihaja. Tukaj so tudi grožnje. Tukaj so realne grožnje, vidimo, koliko umorov v Sloveniji se je zgodilo v zadnjih letih. Tukaj so grožnje, ko recimo tisti, ki povzroča nasilje, grozi, da bo ubil sebe, da bo prenehal jemati zdravila, da bo nehal z zdravljenjem in tako naprej. In je ta občutek krivde zelo velik, občutek sramu in pa strah, kaj se bo potem pravzaprav zgodilo. Podpora okolice je v takih primerih izjemno pomembna in pa seveda podpora sistema pomoči. Neko povprečje ostajanja v nasilnem odnosu na splošno je tam okrog 7-8 let. Marsikatera ženska gre sicer po prvem dejanju nasilja, marsikatera ženska pa ostaja tudi lahko 10, 20, 30 let. Je pa nekako iz raziskav znano, da ženske, ki so ovirane z različnimi invalidnostmi, ostajajo še dalj kot je to povprečje, recimo manj kot 10 let je neko povprečje, torej da je pri njih to povprečje še višje. Tudi vračanje žensk, ki so žrtve nasilja, tako iz splošne populacije je tam okrog 8-krat, 7-krat, da se vrnejo. To pomeni, da zapustijo nasilnega partnerja, se umaknejo recimo k staršem, k sorodnikom, k prijateljem ali pa celo v varno hišo, v krizni center in potem se spet vrnejo in potem se ta cikel spet zavrti. V društvu SOS Telefon opozarjajo na to, kaj vse bi še bilo potrebno, da bi lahko žrtve zaščitili pred nasiljem in da bi nasilje v družbi vsaj zmanjšali, če že ne odpravili. Potrebujemo pa brezplačne psihoterapevtske programe, potrebujemo preventivne programe, potrebujemo programe, kjer bodo ozaveščali v šolah o nedopustnosti nasilja. Na vseh nivojih se morajo strokovnjaki in strokovnjakinje ozaveščati o nasilju in si ne zatiskati oči. In to so vse mehanizmi, s katerimi pravzaprav država sporoča, da do tega ne sme prihajati in seveda tukaj pa je potreben nek finančni vložek. Nobena zloraba moči ni odgovor na kakršnokoli situacijo, ki se zgodi v družini. In da je vedno potrebno poiskati druge načine, ne pa se zatekati v nasilje. Če opazimo, da se nekomu dogaja nasilje, če recimo slišimo pri sosedih, če vidimo na cesti, če zvemo nekje, da se v nekem našem delovnem okolju dogaja, če zvemo, da se dogaja v okolju nekih znanstev, prijateljstev, potem je prav, da ne pustimo človeka, ki je žrtev samega v tej stiski, sploh pa, če gre za otroke, če gre za starejše, če gre za neko odraslo nemočno osebo, takrat je naša moralna in hkrati tudi zakonska dolžnost, da s tem sumom, da se obrnemo ali na policijo ali na center za socialno delo. Če smo sami žrtve nasilja, je zelo pomembno, da se nekomu zaupamo, da se odpremo in da se zavedamo tega, da imamo vso pravico do tega, da poiščemo pomoč in da vso pravico imamo do tega, da ne trpimo nasilja. Žrtve nasilja lahko pokličejo policijo, center za socialno delo ali pa katero od nevladnih organizacij. Naš SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja je brezplačen telefon 0800 1155, ki nudi zaupni in anonimni svetovalni pogovor za žrtve nasilja. To pomeni, da vas poslušamo, vam nudimo moralno, čustveno podporo, vam damo določene informacije o vaših pravicah, o tem, katere oblike pomoči obstajajo, skupaj naredimo načrt pomoči, usmerimo vas lahko tudi na institucije, lahko vam tudi ponudimo, da prijavimo nasilje v vašem imenu ali pa anonimno. Potem pa vas lahko vključimo preko našega telefona tudi v naše varne hiše ali v našo skupino za samopomoč, lahko vas pa usmerimo tudi na druge nevladne organizacije in institucije.
Če bi želeli poklicati SOS telefon, lahko vzpostavite stik s klicnim centrom, kjer so tolmači zavezani k visoki stopnji zaupnosti in molčečnosti. Vse, kar boste povedali, bo ostalo anonimno in tisti, ki nad vami ali vašimi ljubljenimi izvaja nasilje, zato ne bo izvedel, vi pa boste lahko prejeli pomoč. Nasilja vam ni treba prenašati, pravico imate do tega, da živite mirno in varno, ter da so vaše človekove pravice spoštovane.